Dobrodošli, to je oddaja Ambienti, v kateri danes nizamo dejstva v prid uporabe lesa pri oblikovanju in gradnji naših bivališč. Z lesom poskrbimo za pozitiven učinek na marsikateri vidik našega zdravja ter dobrega počutja. Predvsem vpliva na boljše obvladovanje stresa. Naprimer, ugotovili so, da je pri delu v okolju, kjer je prisoten les, manj prisoten pojav izgorelosti. Oddaja je nastala v sodelovanju z javno agencijo Spirit Slovenija in s finančno podporo Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Namenili smo jo spodbujanju uporabe lesa. Gremo naprej, in sicer v mirno ljubljansko sosesko, kjer naslednje stanovanje sledi principu zunaj in znotraj in pri tem gre še korak dlje. Številne svoje posebnosti je namreč povzelo kar iz ovoja stavbe, v kateri se nahaja. Tako so na primer macesnovo oblogo s terase povabili še v dnevno sobo. Tole elegantno in prefinjeno stanovanje svoj občutek topline in doma išče v osnovi v minimalizmu ter z nekaterimi toplimi odtenki lesa. Andrej in Matej, živijo. Povejte mi, kdaj vas je lastnik kontaktiral, da ste se lahko lotili urejanja notranjosti tega stanovanja? Torej, z investitorjem smo stopili v kontakt že čisto na začetku, ko je v bistvu on izbiral sploh stanovanje. Naredili smo analizo trga, pogledali, kaj se prodaja, kaj lastniku najbolj nekako ugaja. In nas je ta tloris in nasploh ta stavba so nas takoj prepričali. Pri rezu je stanovanje nadstandardno, ker imamo dvonivojski prostor. In pa sama stavba, ki je pa izjemen dosežek in je tako zelo lepa moderna reinterpretacija take staromeščanske vile. Večstanovanjska stavba je bila končana leta 2022. V njej pa je 7 stanovanj z meščanskim pridihom, za katere so značilni tudi izredno visoki stropi, ki merijo kar 320 cm v višino. Pritlično stanovanje, v katerem se nahajamo, je veliko 105 kvadratnih metrov. Čeprav ravno zaradi višine stropov in odlične razporeditve daje občutek, da je prostora še več. Kakšne pa so bile sicer izhodiščne želje lastnikov? Kaj so si želeli v osnovi? Investitor si je želel tako domačno, toplo stanovanje, ampak seveda z avantgardno noto. Hoteli smo, da je ta interier, bomo rekli, site specific, da se nanaša na to stavbo, v kateri je, da bi ga težko umestili v Berlin, v Madrid ali pa tudi v Koper. Tako da mi smo to leseno oblogo iz balkonov potegnili tudi noter. Na ta način se je ta ločnica med zunaj pa znotraj še bolj zabrisala. Pa hkrati smo to zunanjo fasado, ki je pasiva v grobem ometu, smo nekako v reinterpretaciji mikrotoplinga zapeljali še noter. Zanimiva mi je ta dvonivojskost, namreč ko človek vstopi v stanovanje, je na enem nivoju in na nekakšnem podestu in se potem spusti v srednji glavni prostor. V stanovanju imamo 2 višine. Eno so ta vstopni del z utilitarnim in spalnim delom, ki ima za 3 stopnice nižji strop. In nekako to tudi nakazuje hierarhijo prostorov. Torej, ko ti stopiš na ta podest, je kot nek uvod v stanovanje, potem si ti pa lepo odpre v vsej svoji višini in širini ta osrednji prostor. Za domačnost skrbita zadržana barvna paleta sivih in bež tonov ter obilica lesa. Že omenjena lesena obloga na stropu vpliva na akustiko, duši hrup in odmevanje. Pod njo se skrivajo inštalacije in prezračevanja. Tu pa so še drugi leseni elementi, kot so masivna miza, lesena okna in lesena obloga terase. Nas veseli, da se les v sodobni arhitekturi vedno bolj uporablja. To je vseeno zelo ekološki material, zelo trajnosten. Sam les ima veliko dobrih lastnosti, od tega, da je na oči zelo prijeten, na dotik tudi akustiko izboljša v prostoru. Tako da so, bomo rekli, sami dobre lastnosti. Mi smo ga predvsem zastavili tukaj na stropu v taki količini, pa v spalnici je bil tista pika na i, ki je spalnico naredil toplo s to svojo savno. Kaj pa menita o uporabi različnih vrst lesa, da človek te kombinira med sabo?
Jaz mislim, da vse zavisi od projektanta, arhitekta, kako on to zastavi, to uporabo. Tako da jaz mislim, da je lahko tudi 10 ali pa 5 lesov. Vse je odvisno, kaj je hotel arhitekt doseči, kakšno je bilo njegovo sporočilo. Ne? Pa tudi kako ga sklapljajo. Ne? Včasih, če se lesova dotikata, je to že veliko težje, kot pa če je en kos lesen tam, pa drug tam. In je ta razdalja že takšna, da se ne zazna te spremembe v vrsti lesa. Ne? In katere vrste lesa ste v primeru tega stanovanja med seboj skombinirali? Na stropu vidimo macesnovo oblogo, ki je nadaljevanje zunanje fasade. Na tleh, na terasi zunaj imamo tikovino, ki se nekako najbolj hvaležno obnaša na vremenskih vplivih. Tej mizi smo pa hoteli dati neko težo, neko prezenco. Je le na taki poziciji, da ko stopiš noter, jo takoj vidiš in ima svojo debelino in tudi hrast nekako izžareva to težo, masivnost njene vloge. Izjemoma lesa niso izbrali za talno oblogo. Namesto tega so zaradi pogoste frekvence prehajanja iz notranjosti na teraso v dnevno-bivalnem delu položili velikoformatno keramiko, pri čemer so zelo natančno lovili fuge s postavitvijo pohištva. Tako fuga teče neposredno po sredini mize in se zaključi tudi na sredini pod televizorjem. V spalnici pa so izbrali mehki tapison, ki se ga zaradi sodobne tehnološke obdelave lahko dobro čisti in je tudi trpežen. Savna je postavljena nasproti postelje v spalnici. Narejena je po meri pri mizarju in sicer iz lesa, ki ima nizko toplotno prevodnost in dimenzijsko stabilnost, se ne krči, nabreka, krivi ter se ne smoli. Obisk savne se najbolj prileže po športni dejavnosti, ki poteka v dnevnem prostoru, kjer je skrita prava mala telovadnica. No, poglejte, tukaj smo izkoristili to dolgo potezo omare in smo na konec umestili vadbeni prostor. Običajno so te naprave ne najbolj estetske, tako da se lahko skrijejo in enostavno se jih uporabi. Wow, harmonika, vrata in zadnji pravi gym. Ja. Tle je še ena zanimivost kavč, ki je sestavljiv, tako da se lahko te boksi premaknejo in se ta vadbeni prostor še dodatno poveča. Ja, nekam lepo imajo zložen, kaj da se jim ne da čisto telovaditi.